Lepo zdrav. Kako pomembno je duševno zdravje, se običajno zavemo šele, ko gre kaj narobe, pri nas samih ali pri naših bližnjih. Verjetno so zelo redki tisti, ki se s tem vprašanjem tako ali drugače še niso srečali. V Evropski uniji ima klinično diagnozo depresije kar 30 milijonov ljudi. Strokovnjaki predvidevajo, da je v resnici številka še bistveno višja. Kar 3 od 4 ljudi, ki trpijo za simptomi depresije, pa niso deležni primernega zdravljenja. In v Sloveniji. Skoraj 6% Slovencev ima diagnosticirano depresijo, antidepresive jemlje vsak 14. državljan. V času koronavirusa pa se je mesečna uporaba antidepresivov povečala za več kot 40%. Zaradi reakcij na hud stres in prilagoditvenih motenj se je število odsotnosti z dela v Sloveniji v zadnjih 20 letih potrojilo. Približno 8% prebivalstva doživi izgorelost. Kako opazimo prve znake duševnih motenj pri sebi in pri svojih bližnjih? Kako se z njimi spopademo? Kako naše duševno zdravje vpliva na družino, na delo, ki ga opravljamo? Kako ohranjati svojo psihično odpornost in kaj lahko naredimo sami zase, kakšno skrbo pa lahko pričakujemo, če se nam to vendarle zgodi. O vsem tem se bomo pogovarjali s psihiatrom Borutom Škodlarjem, predstojnikom Centra za mentalno zdravje na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani, lepo pozdravljeni. S psihiatrinjo Majo Rus Makovec, lepo pozdravljeni. Sistemsko in družinsko terapevtko, predstojnico Centra za izvenbolnišnično psihiatrijo Univerzitetne psihiatrične klinike v Ljubljani in s Tino Bončina, psihoterapevtko, mojstrico logosinteze, boste potem povedali, kaj to je, ter avtorico ene najnovejših knjig o izgorelosti. Lep pozdrav vsem trem. Srečali pa se bomo še z 2 zelo zanimivima gostjama, ampak več o tem nekoliko kasneje. Torej, če začnemo s tem našim prvim krogom razprave. V uvodu smo videli, da je duševnih motenj, duševnih bolezni vse več. Zanima me, čemu pripisujete porast duševnih bolezni in motenj, ali jih samo bolj zaznavamo, pa bom začela pri vas, gospod Škodlar. Torej, za porast je vzrokov več in eno je, da jih bolj zaznavamo in da ljudje prej poiščejo pomoč in zato pridejo v radar tega, kar zaznamo kot duševne motnje. Ampak to zagotovo ni edini razlog in je veliko v tem, kako živimo, kako so pogoji zunanji in pritiski, koliko obveznosti imamo in koliko si jih naložimo in kje prepoznamo. Mislim, da je zelo pomemben vidik prepoznati mejo, da so te zaznavni aparati v nas nekako preplavljeni in zato res ne zaznamo in se preizčrpamo, preiztrošimo, naložimo preveč in je tega zelo veliko v tem horizontu. Govorite, katere pa so te najpogostejše motnje, recimo, s katerimi ljudje prihajajo k vam, naprimer k vam? Ja, k meni osebno ljudje velikokrat pridejo zaradi psihotičnih motenj, ki so ena vrsta motenj, kjer se človeku poruši svet nenadno in se mu lahko zgodi tudi ena druga realnost, drugačen pogled na vse skupaj in ga to seveda iztiri in preplavi in je to posledično rabi terapijo, rabi obravnavo. Zelo veliko pa je tudi motenj duševnih in stanj, ki so povezane z depresivnostjo, anksioznostjo, preizčrpanostjo, reakcijami na stres, naj si bo nenaden ali pa tak kroničen. Depresija. Depresija, kot smo slišali malo prej, je velika beseda danes, kar zadeva naše duševno zdravje. Doktorica Maja Rus Makovec, kaj sploh je depresija? Pogosto namreč rečemo sami pri sebi, danes sem pa nekoliko depresivna, ampak to seveda ni klinična diagnoza depresije. Kakšna je sploh razlika? Kako se je zavemo? Kateri so te simptomi? To, ko mi rečemo, danes sem pa depresiven, niti ni tako napačno. Pravzaprav čustvovanje ali pa razpoloženje je lahko malo znižani legi. Glejte, mi smo pravzaprav tako narejeni kot ljudje, da nimamo ves čas dobrega razpoloženja, ampak niha. Gor dol premalo. In če nimamo bolezni depresije, smo sposobni to zdržati.
uravnati, malo nadkompenzirati, da malo počakati nekaj dni, da smo v boljši koži. Depresija kot bolezen pa pravzaprav ima neka pravila, neka zakonitosti. In seveda depresija nikakor ni žalost. Žalost je popolnoma normalen del čustvovanja, ki ga je treba zdržati, nekako predelati. Depresija ima neverjetno veliko oblik. Če vse znake med seboj zmnožimo čez 250 oblik, bi lahko rekli, ampak vendarle obstaja neka taka glavna črta, na katero smo pozorni. Glavni znaki so trije. Najprej to, da je naše razpoloženje črnogledo. Razmišljam, kaj sem v življenju se narobe naredil, o žalostnih stvareh, nimam zaupanja, da bom lahko preko tega prišel ven. Imam v sebi slabo mnenje in tako naprej. Potem imam manj energije. To je tak zelo tipičen, bi rekli, kar telesni znak depresije. Naprimer, zelo tipično je, da rečemo, nekoč sem te stvari z lahkoto počel, zdaj pa porabim izredno veliko energije za to. In tretji tak tipičen znak je za vse depresije značilanje, to, kar me je nekoč zelo veselilo, me ne veseli več. In potem imamo pa še nekih 7-8 znakov, ki so pa dodatni. Se pravi, lahko sem depresiven, imam to bolezen in sem navidezno zelo aktiven, ker sem izredno anksiozen še zraven, ali imam pa tako obliko depresije, da sem zelo upočasnjen. Večina ljudi recimo lahko izgublja težo, so tako depresivni, nekateri se zredijo, imajo neko atipično obliko. Skratka, na nivoju čustvovanja lahko imam težave, lahko na področju zbranosti, to je zelo tipično za ljudi, ki ne vejo, da so depresivni. Ves čas so malo utrujeni, zelo se mučijo in ne morejo biti zbrani, ne morejo nečesa speljati. Kaj pa je zelo pomembno, da vemo, če smo taki nekaj ur, nič hudega. To mora trajati 14 dni zdržema, se pravi, da je zelo močno spremenjen naš način doživljanja tega sveta in kako lahko funkcionira. So še kakšni drugi morda čisto fizični znaki, omenili ste nespečnost, so še kakšne druge tipične bolečine, čisto telesne, ki spremljajo to počutje? Največja nerodnost pri depresiji in pri tem delu, kar rečemo somatski znaki depresije, je to, da pravzaprav pri številnih boleznih podobne znake doživljamo. Imamo težave na področju apetita, večinoma ga nimam ali pa ga imam preveč, bi preveč jedel. Imam težave s spanjem, večina spi slabo, manjšina preveč. Predvsem pa tudi bolečine, nepojasnjene bolečine ali pa bolečine, ki jih ne pričakujem, da so tako močne, se lahko izjemno ojačajo na tem področju. Predvsem pa občutek splošne utrujenosti in da je vse zelo težko izpeljati. No, tesno povezana z depresijo, pogosto slišimo, je seveda tudi izgorelost. Doktorica Bončina, vi človek lahko rekel specializirate na izgorelost, o tem ste napisali tudi zelo uspešno knjigo. Povejte nam prosim, koliko ljudi, ko pride k vam, v bistvu že sami vedo, kaj se jim pravzaprav dogaja. Pridejo k vam po pomoč, ker ne vejo, kaj bi, ali si že sami pri sebi postavijo diagnozo in vedo, da je to izgorelost. Jaz bom rekla, da sem vesela, da vedno več ljudi pride s tem, da že približno ve, kaj se jim dogaja. In en del gotovo gre tudi zato, ker je zdaj tukaj ta knjiga, kjer lahko preberejo in osmislijo vse te simptome v eno zgodbo. Pred tem so se morali zanesti na doktor Google, kjer je zelo nezanesljiv doktor in ponuja različne informacije, ki jih težko umestimo. Ljudje vedno več vejo o tem, vedno več tudi se piše o tem, mediji so pravzaprav tukaj odigrali veliko vlogo, tudi ljudje, ki so se izpostavili in povedali svoje zgodbe, stopili naprej, spregovorili tudi o družbenih nekih, bom rekla, celo problemih, kontekstu družbenem, tako da se je začelo veliko o tem govoriti in nenazadnje tudi delodajalci so pravzaprav zelo stimulirani, da bi nekaj naredili v to smer, ker tako, kot ste na začetku povedali, ta grozovita številka s staležem gre veliko na račun teh težav, izgorelosti in depresivnih motenj. Tako da ljudje pridejo, približno vejo, kaj jim je. Ena zelo značilna zadeva za izgorele je tudi ena pozicija, da pridejo še tako, jaz izgorevam, zdaj mi pa hitro povejte, kaj ne vse naredim, da bo boljše. In pravzaprav je to eden izmed tipičnih teh, bom rekla, tempa izgorelosti. Raven tega ne smejo narediti, pravzaprav morajo spustiti, ne pa še dodatno vklopiti.
Poleg izgorelosti, mislim, da ste vi, doktorica Makovec, omenili tudi anksioznost. Morda bi samo pojasnili vsi trije, pravzaprav, kaj ta anksioznost pravzaprav pomeni in kaj pomeni v kombinaciji s vsemi temi motnjami in boleznimi, o katerih zdaj govorimo. Morda doktor Škotlar? Ja, anksioznost, tesnobnost je tudi nekaj, kar tako kot žalost in tudi določene prehodne depresivnosti prav vsi poznamo, ali tako omejeno kot strah in tesnobo pred nekim dogodkom, pred nekim nastopom, karkoli nas čaka večjega in težkega, avtoriteto in tako naprej. In to je en del, ki ga poznamo in s katerim se vsi srečujemo in je lahko tega tudi več v zadnjem obdobju, ko smo priča toliko nekim pretresom, spremembam, ukrepom in tako naprej. Ampak to je en del. Torej, ena raven tesnobnosti in anksioznosti. Drugo pa je, če postane to tako preplavljajoče in paralizirajoče, da človeka v bistvu v temelju, tako da ni za zdržati, ni za preživeti, tudi strah, da bo smrt sledila temu, ali pa tako, da vsem onemogoča človeka pri funkcioniranju, naj si bo v družini, naj si bo kjer dela, kjer se giba. In ko postane enkrat tesnobnost, anksioznost tako preplavljajoča, takrat pravzaprav govorimo o tesnobnosti, anksioznosti kot duševni motnji in takrat pride tudi na mesto to, da se človek obrne po pomoč k strokovnjaku, da se začne resno srečevati, ukvarjati, soočati s tem, kaj so viri in tudi kako premagovati. Morda samo še to, da bo čisto jasno, anksioznost, tesnobnost, ampak s čim je to največkrat povezano? Je to strah pred čim? Tesnoba v zvezi, ne vem, z delom, strah pred, ne vem, nekimi velikimi dogodki? Kaj lahko o tem poveste, doktorica Rosman? Torej, morda bi predno odgovorim, sem še to poudarila, da pravzaprav tesnobnost je zelo telesen fenomen tudi, ne? Ni samo občutek strahu pa zaskrbljenosti, ampak se ves del živčevja, ki ga nimamo pod zavestnim nadzorom, kot pravimo vegetativno živčevje, izredno močno angažira, vznemiri. In seveda imamo potem lahko občutek, da so se nam, ne vem, naše poti v pljučih stisnile, da nas stiska tukaj v prsih, lahko imamo vrtoglavice, nenavadne občutke po telesu in tako naprej. Skratka, gre za zelo telesen odziv tudi anksioznosti, to je pomembno povedati. Zdaj, seveda, bistvena razlika pri običajnem strahu je to, da ko neka nevarna situacija mine, se pomiri tudi naš strah. Za nekoga, ki je pa anksiozen, je pa lahko ves čas anksiozen, ni pomiritve vmes. To je zelo težko, ali je pa anksiozen v situacijah in to mi je zelo energetsko izčrpljujoče, ko večina ljudi tako ne bi odreagirala. Neka kolegica je rekla, to je tako, kot če bi po Ljubljani hodil in se počutil, kot da si v Kabulu, pa nisi v Kabulu. Nisi ves čas potakal. Nimaš neke realnega odziva na količino nevarnosti. Tam, kjer smo pa ogroženi, je pa seveda strah zelo pomemben fenomen za to, da se lahko zaščitimo. Da poiščemo neko pomoč. Doktorica Bončina, koliko dolgo približno traja, da ljudje odkrijajo, da se jim dejansko nekaj dogaja, da ni samo tisti strah, ki ga čutimo vsi, kot pravite, ampak da je že prišlo dejansko do motnje? Kako dolgo to traja, da prepoznajo pri sami sebi? Kaj slišite iz njihovih zgodb, ki vam jih povedo? To je zelo zahtevno vprašanje, zaradi tega, ker ni enoznačnega odgovora, ker so ljudje... Tisoče zgodb. Ja, eni so bolj v stiku s sabo, eni manj, eni več delijo, eni manj delijo, ampak eno meni univerzalno pravilo, kdaj ljudje nekaj naredijo s tem v zvezi, je pa, ko je dovolj hudo. Spremembe delamo takrat, ko nam se nekaj nabere, ko je dovolj hudo in takrat smo stimulirani, da poiščemo, da reagiramo, da se zaupamo. Tako da eni imajo višji prak, eni imajo nižji prak, in od tega je odvisno, kdaj se reagira. Jaz sem zagovornik preventive, se pravi osveščanja, zaradi tega, ker to ni, hvala Bogu, ni več tako, da bi bilo to stigmatizirano. In je enako, kot če nas grlo boli, gremo do zdravnika, da ljudje prepoznajo, da je to tudi eden izmed, bom rekla, zelo pogostih simptomov in zelo dobro prepoznaven, da poiščejo pomoč. In prva pomoč v prvi, bom rekla, bojni liniji so tukaj naši osebni zdravniki, ki so odlično opremljeni za prepoznavanje tega in lahko zelo dobro reagirajo in ustrezno svetujejo. Tako da...
Upam, da čim prej, rada bi vam enkrat nekoč rekla, da pridejo zelo hitro. No? Tako. Kot ste dejali, osveščanje je pri tem zelo pomembno in verjetno se strinjamo, da ogromno pa za to naredijo prav znani ljudje, sploh tisti, ki jih občudujemo, ki se pravzaprav izpostavijo v tem smislu. No in poglejmo pravzaprav, kaj je o svojih dolgoletnih izkušnjah z depresijo povedala zelo znana in priljubljena pisateljica, dramatičarka, gledališka in filmska igralka Desa Muck. Kako ste torej sami pri sebi začeli opažati, da se z vami nekaj nenavadnega dogaja, da je drugače kot prej? Kateri znaki so bili? K potrtosti sem bila nagnjena že kot otrok, pa k takim fazam otožnosti, pa obupa, pa tako naprej, ampak to je seveda minilo, ker je bilo več ali manj vezano na kakšne dogodke. Pol pa sem bila, pa ne vem, koliko sem pa stara, okoli 40, ko se pa to kar ni nehalo, ne, ko je ta otožnost, mogoče bolj rekla, neka apatija se je pojavila, in potem sem zdravnici svoje potožljeni rekla, ja, ti si depresivna, ne. Jaz pa, da ne, ja, pa si, se te vidim, pa dobro bi bilo, če bi vzela tablete, ni šans, da bi jaz antidepresive jemala, ker sem pač kreativci, se mi je zdelo, da me bo to spremenilo, da bo to tudi spremenilo moj pogled na svet, pa moj izražanje, pa tisto pač, kar je moje prvobitno, a ne. Torej, katere pristope ste pravzaprav potem uporabljali pri sebi, ko ste se zatekli po to zdravstveno oskrbo, torej antidepresivi, psihoterapija, predvidevam, še kaj vam je bilo pravzaprav na voljo, kaj so vam ponudili? No, jaz sem se sama odločila za psihoterapijo, še preden sem se za antidepresive, ampak mi ni bistveno pomagala, no, moram priznati, ker to je zgleda taka bolezen, ki sam pogovarjanje ne pomaga. Seveda sem vse delala, ker mi rekli, ogromno sem hodila, tudi če se le dala, ampak v bistvu razen antidepresivom mi res ni nič pomagalo, no, vsaj ne zares, no. Glede na to, da ste samostojna kulturna delavka, ne, kot se temu formalno reče, je verjetno ta bolezen še posebej komplicirana, ker ste vendarle tako delovno odvisni sami od sebe. Kako ste to pravzaprav zmogli, kar leta vzdrževati to kondicijo, da ste vseeno šli v nedeljo zvečer na oddajo, pa še vse druge obveznosti, ki jih imate? Ne vem. Ne moram vam povedati, kako ne vem. Ne vem, ker je bilo tako, res tako težko, da v bistvu tako, kot bi vsak dan delala 20 ur v rudniku, tako je bilo, no. Jaz sem se itak že v soboto začela cmeriti, ko sem vedela, kaj me čaka v nedeljo. To vam sploh ne morem povedati, kakšna stiska je bila, tudi anksioznost seveda, ne. Je tudi ves čas prisotna pri depresiji, ne, ta strah, kako bom, pa se ne morem, pa kje se si še obleči ne morem zjutraj, kako bom šla šele pol na televizijo, pa tam ne bom stala. Ste imeli takrat občutek, da vam je bila nudena pravzaprav vsa zdravstvena oskrba in podpora, ki jo človek potrebuje, ko nastopi depresija? Po tem, kar zdaj govorite, vidimo, da je stvar bistveno bolj kompleksna, kot seveda samo to, da greš k zdravniku, vzameš tablete, pogovori in tako dalje. In ja, v bistvu me je moja osebna zdravnica še največ pomagala, no, odkrito povedano. Ona je bila tista, ki je in ugotovila, koliko je ura, ker so se tudi začele neke bolezni več stalno ponavljati, ne. V tem času sem se iztrošila telesno, ker ste me vprašali, kako sem zmogla. Tako, da sem uničila svoje telo, tako sem zmogla, ne. Tako, da sem predelala sladkorno, da sem predelala visok pritisk, težave s ščitnico in tako naprej, ne, tako sem zmogla. Hvala lepa, gospa Desa Muck, ker ste delili z nami te stvari, ki vem, da jih delite pa zato, da bo tudi drugim lažje. Absolutno. Ker rada bi, no, da bi ljudje razumeli, da to ni tako enostavno. Ker večina ljudi razmišlja o depresiji, ki jo niso imeli, ne. Seveda, tisti, ki so imeli, seveda razumejo, ampak tisti, ki ne, pa težko, ne. Ker si reče, da nekaj naredi, pa ne gre malo
na vrt kopati ali pa ne vem, jarke kopati pa vpred boljš, pa smo mi bili mladi, smo delali, pa nismo bili nič depresivni, ampak to nima nobene veze, ne. Tudi ta čas, v katerem živimo, zelo pogojuje, ne. Spoštovani gostje, to je bila zgodba pisateljice Vesne Muk. Kaj pravite na to zgodbo? Je to pravzaprav kar tipična zgodba, recimo, vem, saj ste poudarili, veliko različnih zgodb je, ampak vendarle ta potek bolezni, prvo opažanje simptomov, potem naslednji koraki, je to neka običajna pot, ki jo ljudje pretečejo? Prosim, doktorica Bončina. Jaz sem veliko enih značilnosti prepoznala. Eno je to, da se je že tekom življenja pravzaprav identificirala kot bolj potrta, potem najprej pomoč preko psihoterapije, pa malo pravzaprav raje ne bi zdravil, pa potem vseeno en krasen odnos z zdravnico, ki je potem v bistvu očitno vseeno spodbudila, da je zaupala zdravilom in res me je pa tudi pretresalo, kako lepo je opisala, kako težko se je takrat česarkoli lotiti, ne. Tako kot je prej doktor Rusnakovec rekla, vse, kar bi ti pomagalo, ne moreš, ne. In tle iz te zgodbe tako lepo to vidno, da se bi, sam ne gre. Kako se to potem naprej dogaja ljudem? Naprimer, dobro imajo diagnozo, recimo jemljajo tudi antidepresive ali pa hodijo na psihoterapijo, ali jim to vendarle olajša, ne vem, tiste najtežje stvari, ne? Slišali smo gospo Muk, kako je razlagala, s kakšno muko se je torej vsako soboto začela pripravljati miselno na tisto delo. A je to breme, ki v procesu recimo zdravljenja te depresije nujno mora biti, ali se to da na kakšen način pomagati? Prosim, doktor Škornjar. Ja, seveda se... Ta rudnik, ne? Kot da bi bil 12 ur v rudniku, kot je dejala. Ja, prav to. In prav to je tudi izpostavila, kar tudi mi srečamo in je res, da se človek se enkrat znajde v takšnem breznu, v takšni temi in stanju, ko res ne more, vse, kar mu je prej veselje povzročalo, ne more več, ne more nič začutiti, vse, kar bi se lahko lotil, ne more se lotiti, je tako drugačno stanje, da ni heca, in to nam je sporočila. Ni to nekaj enostavnega, kar bi lahko ljudje odpravili, da mečkam se aktiviraj pa bo, mečkam to naredi pa bo, ali pa komplicira, ali pa se ne loti, pa tako naprej. Vse to seveda ljudje, ki še to zraven tudi čutijo, naš odnos in odnos okolice, in je lahko začaran krog oziroma sklenjen krog v tem. In pomemben je, in to je tisto, kar je pri njej bila zdravnica, ki je znala prisluhniti, ki je prepoznala, ki je celo njej povedala, kaj je tisto, kar se ji dogaja, in ko je bila sama tako noter preplavljena, in da je potem tudi pokazala eno pot ven. Pot je velikokrat težka, v tem smislu ni enostavnih rešitev, hitrih, ni tudi tako, da bi lahko kar nekaj naredil po katerikoli metodi in bo zdaj kar se odprla ta tema, ampak zato je pomemben prisluhniti in pomembno je tudi spremljati človeka v tem in ga razumeti vsem tem, česar ne more, in ga skozi to ene male korake na začetku, pa tudi vzpone in padce, ki so velikokrat tudi ena razočaranja, ko je že boljše, pa se potem spet vrača, ampak vendar. Pot ven pa je možna, tako kot nam je ona pričala o tem in sporočila drugim, da je možno eno upanje. Tako mora seveda tudi vsak, ki pomaga človeku, in vsak od svojcev verjeti in upati. No, slišali smo tudi pri gospe Muk, antidepresivi niso preprosta odločitev. Tudi ona se je sama pri sebi spopadla z vprašanjem, ali bom še zmogla upravljati svoje kreativno umetniško delo, če bom torej jemala antidepresive. Kaj vi rečete ljudem, ki pridejo k vam? Kakšno izbiro pravzaprav imajo? Na kaj jih opozorite, če izberejo eno, drugo ali pa verjetno še kako tretjo pot? Pravzaprav depresijo mi kategoriziramo med seboj, ne, psihiatri, kolegi, terapevti, tako da rečemo, da je lahko blago izražena, ne, srednja, zmerna ali pa zelo huda.
In seveda mi vemo, da ko se začne neka blaga depresija razvijati, so to ponavadi ljudje, ki še naprej delajo. Bi rekla, to so ljudje, ki imajo zlomljen gleženj, pa hodijo z njima, ne, naprej, to je tisto, ampak vendarle na tej ravni ljudje, ki imajo blago depresijo, ki čutijo spremenjeno kvaliteto življenja in kako so drugače funkcionalni, praviloma ne potrebujejo antidepresiva, ne potrebujejo zdravila, ampak rabijo nefarmakološko zdravilo, ne. Se pravi, da razumejo, kako neko realistično obremenitev speljati, ne, kakšno regeneracijo potrebujejo, katere ljudi, da jih bodo pomagali uravnavati, ne, kakšno telesno akcijo. Ko pa pridemo na neko zmerno raven, pa proti globoki depresiji, pa pravzaprav je skoraj težko pričakovati, da bo šlo brez zdravil. In seveda zdravila, ki jih imamo na razpolago, so zelo različna, ker je tudi depresija zelo različna, a ne? In zagotovo eden od antidepresivov, morda nekateri, ki samo na nivoju tako imenovane snovi serotonin deluje, lahko določenim ljudem sproži občutek, da so nekako malo zamrznjeni emocionalno, a ne? Tako da bom rekla, to je lahko moteče, ne gre pa za to, da bi se pa osebno spremenila. Tako da bi rekla, mi se pogovarjamo, debatiramo, pogajamo z ljudmi, a ne? Oni imajo tudi, bom rekla, nekateri ljudje se zelo radi predajo zdravilu, ko me čakajo, da ga dobijo, nekateri imajo velike zadržke, ljudje imajo pravico, da se pogovarjajo o tem, na kakšen način se bodo zdravili. In zagotovo obstaja tako farmakološki kot nefarmakološki načini zdravljenja. Bi morda k temu kaj dodali? Bi. Prav to lepa istočnica je, tudi pred psihoterapijo imajo podoben strah, ne, kot je bilo opisan tak varilkejevem duhu, ne, če mi vzamejo demone, bodo vzeli tudi angele. In to je nekaj, kar je seveda strah, ki nima upravičenih temeljev, ne, tako ker v bistvu, če spoznam nekaj več o sebi, če vidim in lahko zmorem neke stvari nekako tako odpraviti ali pa si pomagati v tem, ko mi je res težko, ne bo moja ustvarjalnost trpela, obratno, pravzaprav večinoma res, ne, da ljudje, ko so res v taki stiski, depresivnosti ali pa tudi anksioznosti, ko smo omenili, ne morejo ustvarjati. Ko je alarm vključen, da se rešujem, da gre za preživetje, takrat ustvarjalnost čaka. No, tudi tisto, ne, ko hodimo z zlomljenim gležnjem, ko ste dejali, če predolgo hodimo s tistim zlomljenim gležnjem, lahko stvar verjetno še zelo poslabšamo, ne? Je tako? In tukaj so lahko hudi zapleti naj si bo v odnosih, zapleti s kakšnimi substancami, alkoholom in drugimi, zapleti z neko kronično preutrujenostjo, oziroma njimi strani, ko se zelo težko regenerirajo, tako da ni začakati, res za odprto se soočiti in reševati zadevo, ne? Izvolite, prosim. Jaz seveda kot psihoterapevt bom tle dodala svoje zrno, da bi opozorila na to, da tudi psihoterapija ni več samo ene sorte, a ne? In da je šla tle tudi znanost naprej in da obstaja kar nekaj enih novih metod, ki omogočajo, bom rekla, hitro detraumatizacijo, a ne? In to lahko dosti, bom rekla, hitreje učinkuje. Ste lahko bolj konkretni, kakšne metode, katere metode? Jaz sem seveda zagovornik svoje metode, logosinteze. To je metoda, ki pravzaprav pomaga te boleče spomine nevtralizirati. Se pravi, po teoriji tega, da takrat, ko nas je najbolj zabolelo in nismo mogli tega sprejeti v življenju, smo nekako zamrznili in v določenih podobnih stresnih situacijah reagiramo prav iz tiste faze, a ne? In to je lahko dosti zgodaj tudi v otroštvu. In ene metode so, prej se je to vedno, sploh s psihoanalizo pa psihodinamsko, dosti dolgo trajalo, da se je prišlo do teh vsebin, zdaj pa poznamo še hitrejše načine. Iz tega je tudi še par drugih telesnih metod, tako kot EMDR, brain spotting, pa ni vse tudi v pogovoru, ne, so tudi terapije, ki so neverbalne in jih ne smemo zanemariti, ne. Saj na psihiatrični kliniki veliko tega v kombinaciji tudi uporabljajo, ne, tako da... Torej, če nekoliko strnemo, so vse te metode, o katerih zdaj govorite, recimo te metode, o katerih ste vi govorili, psihoterapija, torej seveda tudi zdravila, torej antidepresivi, ne,
Vse to je na voljo ljudem, ki se soočijo torej z duševno motnjo, z duševnimi težavami. Je v našem zdravstvenem sistemu, recimo v sistemu javnega zdravstva, vse to tudi recimo dostopno po razmeroma, ne vem, hitri, učinkoviti poti, ali morajo ljudje kar imeti srečo, da zdaj pridejo do pravega psihoterapeuta, ki bo hitro, ne vem, ugotovil, katera pot je za človeka najboljša. Kaj vi menite? Pravzaprav je naš zdravstveni sistem za zelo hude oblike depresij, skrajno hude oblike, zelo solidarnostno in dobro organizirana. Recimo, če potrebujete hospitalizacijo v bolnišnici in tam tudi dobite zelo dobro, kvalitetno, celostno zdravljenje. V trenutku, ko smo pa depresivni, če tako lahko rečem, od blago do zmerno, ko potrebujemo tudi neke personalizirane oblike zdravljenja, da se želimo pogajati, moramo nekaj precej na razpolago v zdravstvu, ampak vendarle moramo imeti tudi nekaj sreče, če tako lahko rečemo. S tem, da dobimo pravega zdravnika, pravi kontekst, da ponujajo psihoterapijo ali jo pa ne ponujajo v določenem okolju. Skratka, menim, da precej dobimo pomoči, kadar smo v zelo težki situaciji, bolezenski, ko pa hočemo ostati funkcionalni, Ko se še držimo nad vodo. Na tak način. Bi pa rekla, pa pravzaprav ne more biti vsega na razpolago, ampak moramo biti zelo aktivni, proaktivni pri temu in pa sem rekla tudi nekaj sreče imeti za izbiro zdravnikov in terapeutov. Ali to tudi, sprašujem zdaj res kot popoln nestrokovnjak za te stvari, predvidevam, da to tudi nekaj stane potem dodatno, ta proaktivnost. Ja, tukaj je res... Si to lahko vsak privošči, to je... Jaz bi tako rekel tudi čisto skladno s tem, kar je tudi dr. Rusmakovec rekla, da je zelo pomembno na začetku dobro opredeliti pa diagnosticirati. Tako da vemo, kaj je, gre za in koliko hudo stopno določene motnje in tudi potem za tisto najnujnejše in takoj ukrepati, hospitalizirati človeka, če to potrebuje oziroma nuditi eno tako nujno in hitro pomoč. Potem se pa pride do razpršitve oziroma cele palete možnosti in tukaj je pomembno in dobro, da človeka obvestimo, mu povemo, kakšne možnosti ima v sistemu, kakšne možnosti ima v samoplačniškem oziroma privatnem sektorju in da se tukaj potem najde in se lahko lepo sodelovanje vzpostavi. Se lahko recimo za tisto nujne ali pa tudi mogoče za zdravila pri nas zdravi, pa gre na psihoterapijo drugam. Lahko naleti in dobi možnost pri nekomu, ki je tudi psihoterapeut znotraj sistema in je to pri enemu človeku. In tukaj se potem, torej možnosti so in pomembno je, da pride do nas, to je tisto, kar je prvo, kar smo poudarjali večkrat, človek, da se obrne. Tudi če potem bomo mi ugotovili, da ne rabi, da je to nekaj blažjega, da si lahko pomaga mogoče celo sam ali pa svojim samo zdravnikom, tako kot je tudi gospa Mukova omenila, ali pa ga usmerimo k komu pač strokovnjakov. Jaz bom malo bolj pokritizirala, bom malo bolj ostra. Jaz se pridružujem temu mnenju, za urgenco pa za hude oblike je odlično poskrbljeno. Bom rekla, tam, ki bi pa lahko preprečili razvoj hujših oblik, pa jaz pogrešam več pomoči in več subvencioniranih stvari ali pa znotraj zavarovanja, zaradi tega, ker pač spet izhajam iz tega, kar jaz počnem, oziroma kar je, bom rekla, polovico mojega dela in to je izgorelost. Izgoreli enostavno samo od psihoterapije in tudi od podpori zdravil ne bo dovolj. Zaradi tega, ker je telo toliko tudi prizadeto, je nujno ena multidisciplinarna obravnava in jaz tle vidim prostor še za prehranske terapije. Prehrana je vedno bolj pomemben del zdravljenja, hrana kot zdravilo. Pomemben del so te sprostitvene tehnike, čuječnost, dihanje. Telesa ne moramo umiriti, če ne dihamo pravilno. Drža, fizioterapija. Tukaj je celo telo ven iz ravnovesja in ga moramo tako tudi gledati. Vedno bolj holistično, ne gre več tako, kakor se je medicina specializirala, pravzaprav, da bi gledali samo en organ. Vse pa traja, nič ni čez noč, si je treba vzeti čas, predvidevam, ko so take stvari. Torej, poglejmo še eno zelo zanimivo zgodbo, ki nam bo dala še kako iztočnico za pogovor. Torej, zgodba Ane Žontar Kristan.
avtorice, blogerke, influencerke, televizijske voditeljice, ki pripravlja zanimive oddaje o kuhanju. Pred kratkim ste tudi v medijih razkrili svojo težavo z paničnimi napadi, torej, da bi tudi vi prispevali k ozaveščanju ljudi s podobnimi težavami. Povejte nam, prosim, kako pravzaprav izgleda panični napad? Kateri so simptomi? Ja, v bistvu pri meni je bilo tako, da panični napad, večinoma ljudje povezujejo, vsaj jaz sem ga vedno, s tem, da si v enem momentu, ko si zelo raztresen in razburjen, tako sem si jaz predstavljala, in si zelo razburjen, se ne moreš ustaviti. V bistvu, pa bila pri meni zgodba popolnoma drugačna. Jaz v bistvu sploh nisem vedela, da imam panični napad. Prvi so se začeli pri meni po porodu, po drugem porodu. In sicer, ko sem že rodila, ko sem se naspala in nekaj 4-5 ur po porodu, sem začela padati v nezavest, imela sem bolečine v prsnem košu, nisem mogla dihati in sem pač mislila, da imam pljučno embolijo, ki je bila potem izključena. In jaz sem šele kasneje, 4 leta po tem porodu, ko sem dobila drugo epizodo paničnih napadov, in pri meni gredo res zelo v simptomatiko srčnega infarkta. V bistvu me pač boli v prsnem košu, duši me, dokler ne padam v nezavest. Tako grejo do konca, no, res meni osebno, jaz sem bila prepričana, da umiram. Tudi moj dragi, ki je bil zraven, je bil prepričan, da bom umrla, ker nisem mogla dihati. In dokler nisem padla v nezavest, se bolečina ni nehala. In priznam, da sem potem, ko sem klicala zdravnika, so prišla do tega, da je bil to panični napad, povezala šele s tisto mojo prvo epizodo 4 leta nazaj po porodu. Ko se vam je to začelo dogajati, morda ne tisti takoj po porodu, ki je bil pač 4 leta pred tem, ampak potem, kaj ste storili, ko ste ugotovili, kaj se vam dogaja? Kakšno oskrbo ste poiskali oziroma kaj vam je bilo nudeno, ko je bila pač postavljena diagnoza paničnega napada? Priznam, da prva stvar, ki sem jo naredila, čeprav bo zdaj tako čudno izpadlo, prva stvar, ki sem jo naredila, sem se življenjsko in nezgodno zavarovala, zares, ker mi je bilo najbolj grozno, da umrem toliko mlada z majhnimi otroci in pustim partnerja samega. In to sem naredila, potem sem pa enostavno, večinoma, takrat sem teden, 2 rabila, da sem sploh nekako sprocesirala, kaj se dogaja, ker me je zelo pretresalo. In takrat sem potem začela se učiti, kje lahko režem, kje lahko naredim še kaj zase, da se vmes ustavim. Ena stvar, ki mi je zelo pomagala, da sred dneva, ne vem, si vzamem 5 minut in samo sedim, ležim, diham in sem. Ne samo, da grem iz koraka v korak, od jutra do večera, iz ene naloge v drugo in tretjo in četrto, ampak da se vmes ustavljam. Nam rekla, da sem zdaj ugotovila čudežno zdravilo ali pa da zdaj nimam več toliko težav s tem, ampak se trudim nekako najti eno ravnovesje, da je tega manj, da jih znam prepoznati, da jih znam ustaviti, preden je prehudo. Tako. Torej, glede na to, da ste imeli to razgledanost in ta vpogled v to, kaj se vam dogaja, marsikdo pa ga mogoče tudi nima. Kaj bi pa vi svetovali ljudem, ki imajo morda podobne težave, podobne simptome, pa pravzaprav ne vedo, kaj naj z njimi storijo? Jaz vsekakor bi najprej svetovala, da gredo k zdravniku in se z njim o tem pogovorijo, najdejo mogoče dobrega psihoterapevta, ki jim bo znal dati nasvet oziroma poiskati razlog, ki je mogoče tiči. To pri meni je bil pač zelo jasen, da najdejo razlog, kje je razlog in da potem tisti razlog poskušajo prilagoditi pač težavo, to je težko reči, ne bodi več stresen, si mama 2, 3, 4 otrok, imaš zraven podjetje, pač težko je reči, zdaj pa ne bom več pod stresom, pa kar naenkrat bom najdla čudežno ravnovesje v mojem življenju, pač to je nerealno, ampak vsaj trudiš se v eno pravo smer, da mogoče najdeš da ti strokovnjaki pomagajo najti eno tehniko, da ko prepoznaš začetke situacije, ko vidiš, da te bo peljala daleč in bo pač prestresna, da jo znaš mogoče zabremzati. Take stvari, to meni največ pomaga. To ne pomeni, da se mi zdaj to ne zgodi. Recimo v jesenskem lockdownu sem imela 2 tedna, ko me je sred noči zbudili, me je dušil, ampak sem pač
vedela, kaj se dogaja in sem znala to ustaviti. In to je zame največja stvar, ki jaz lahko recimo delim naprej, da naj se naučijo prepoznati, najprej naj se naučijo, kje je razlog za tem, da poskušajo najti čim večje ravnovesje, potem pa naj najdejo tehniko, da ko prepoznajo neke začetke, neke njihove krize, tesnobe ali paničnega napada, da si znajo v bistvu sami pomagati. Kakšne dobre tehnike. Psihoterapeuti imajo 1001 res dobrih tehnik, no, in najdete treba eno, ki ti ustreza. Meni recimo dihalne te vaje, tle si res ful pomagam in so mi res izjemno pomagale. No. Hvala lepa. Seveda, pazite nase, srečno in tudi veliko uspehov pri vašem delu, ampak seveda vse v skladu s tem, kar zmoremo. Ne? Ja, mi je bilo veselje. Se mi zdi ena pomembna tema, ki jo je treba odpirati, ki je treba govoriti o njej, ker se mi zdi, da tega veliko več, kot si mislimo. To je bila torej zgodba gospe Ane Žbontar. Bomo govorili tudi še o njenih simptomih in o tem, kaj se je njej zgodilo. Ampak morda uvodoma tole vprašanje, ali smo vsi enako nagnjeni k nekaterim torej duševnim motnjam, k depresiji, k izgorelosti. Je enaka možnost, da bova mi dve, na primer, izgoreli. Od česa je to odvisno pravzaprav? Definitivno zelo veliko prispeva naša genetika. Ko opazujete majhne otroke, če takoj vidite, kdo je majhen bolj plašen, pa napet, pa se bolj boji, ga boli trebušček za šolo, pa en tak je zelo odporen, da pa vede. Res je pa to, da pravzaprav tudi, če imamo dobro genetiko, ali pa nič posebnega, šibko, imamo lahko zelo veliko smolo, da smo živeli v okoliščinah ali pa v načinu življenja, posebej, ko so drugi za nas skrbeli, smo bili nemočni, kot otroci, da so nam na nek način, če rečemo, pridelali, pripravimo epigenetsko, večjo ranljivost za to, da se bomo odzvali z neko veliko ranljivostjo. To je prej dejala gospa Muk, iz otroštva je menila, da izvira večina njenih težav. Kaj bi vidva morda dodala, doktor Škodlar in doktorica Bončina? Ja, strinjam se, da je ena taka nagnjenost in potem vse tisto, s čimer pridem potem v stik, kakšne imam možnosti v družini. Imam ljudi, ki me slišijo, ki me nekako v tem, kar sem, potrdijo, vidijo, opazijo, pa seveda ne smemo zanemariti travmatična doživetja, ker nenadno pride neka ali osebni napad, ti so najhujši seveda na mojo integriteto kot osebe, kot telesa mojega, ali pa tudi take nenadne, da zgubim bližnjega, da se mi nekaj hudega zgodi v življenju. Cela paleta možnosti, kako se odzovem, ampak nabor teh neugodnih in težkih stvari seveda vodi človeka v bolj depresivno doživljanje in veliko večje zdrse v depresivnost in tesnobnost kasneje v življenju. Izvolite. Ja, za izgorelost gotovo je značilno, da so to eni ljudje, ki so storilnostno naravnani, ki živijo, bom rekla, od pohvale, ki so perfekcionistično orientirani. In to je večji del pogojeno z vzgojo in z okoljem. Potem pa, kot smo slišali, ob slabši, ob šibkejši genetiki in epigenetiki, nekje to popusti in tam potem še telo zboli. Pa tudi navezala bi se na doktor Škodlarja, tam, če smo bili slišani, videni, spoštovani, je tudi naš notranji občutek tak in lahko dobro kompenziramo vse te, bom rekla, prigode in stresne situacije in ovire. In jih mogoče celo vzamemo kot izziv in smo v stiku s svojo strastjo. Če pa nismo dobro opremljeni s temi mehanizmi, potem pa hitreje dekompenziramo in zbolimo. Dobro, potem pa predlagam, da nam zdaj nekoliko poveste o tem, kako pa pravzaprav varujemo, spodbujamo to neko svojo psihično odpornost, kot temu vi pravite, doktorica Rusmakovec. Kako vzdržujemo psihično kondicijo, kako sami sebe varujemo pred recimo temi vplivi okolja, tudi če je recimo že genetsko, da nismo bog ve kaj, ampak lahko se recimo trudimo za to, da popravimo situacijo. Kako to gre? Vse moje izkušnje govorijo, veste, da zelo veliko delati sploh ni problem. Ljudje lahko nosijo zelo velika bremena, ampak je ponovadi problem dvoje, če se ne znajo regenerirati sproti, če niso zelo pozorni, ne predvidevajo te regeneracije,
ali pa če ob tem velikem naporu doživljajo, da so odnosi zelo slabi. Ali na delovnem mestu, ali pa da morda doma ni dovolj suporta. Torej kombinacija. Tako, kombinacija tega. Potem pa seveda obstajajo te splošne preventivne situacije, da smo aktivni, da se znamo pomiriti. Zdaj bi pa prav posebej rada poudarila en tretji del preventive, ki je rečem, poskusiti imeti kontakte, odnose z ljudmi, ki nas dobro uravnavajo, k razpoloženskim, ki mi je mar, ki je meni mar do njih in do mene v tem smislu. In morda bom rekla, ki prenesejo mojo ranljivost, ali pa jih jaz prenesem, da oni mene kot ranljivega vidijo. To se mi zdi ena taka zelo, zelo pomembna preventivna situacija. Hvala lepa. Pa tudi metode obstajajo najrazličnejše, ne? Morda doktor Škodlar? Ja, mi se zdi zelo pomembno to, da ljudje vejo, čutijo, da se da narediti nekaj za sebe v tem smislu, da se poveča odpornost, da lahko, ko zdrsnem v neke prepade, luknje, da lahko naredim in da lahko naredim potem tudi preventivno. In to je to so iste metode, isti načini. Torej, nujno in ključno je, da človek pride v stik s telesom svojim, da lahko začuti. Telo nam sporoča ogromno in lahko nas varuje, lahko nas opozarja. In metode vse osveščanja telesa, od telesne vadbe, čuječnosti. No, čuječnost, na primer, kaj je to čuječnost, metoda čuječnosti? Čuječnost je en nabor vaj, strategij, ki človeka vodijo predvsem in v prvi vrsti, da lahko se zna osredotočiti, skoncentrirati, zna priti nazaj v telo, v doživljanje, od misli, skrbi, ki mu stalno v enem takih default programih, samodejnih programih, ki nas stalno premetavajo na vse konce in kraje, sploh v sozvočju s temi, oziroma skladu z informacijami, preplavljenostjo z vsem mogočim, ko smo stalno na več nivojih hkrati sledimo stvarem, skratka, to nas toliko izčrpava in predvsem nas razprši. In čuječnost je v prvi vrsti vadba osredotočanja, osrediščanja, koncentracije, da sploh zberemo moči in sile, da vemo, kaj narediti naprej. In videti, uviti v to, kaj narediti, je druga plat čuječnosti. In tretja je en drugačen odnos do sebe, drugačen v smislu ene lahkotnosti, radovednosti, odprtosti, ne pa kritičnosti, obsojanja, obžalovanja. In če to troje združimo, to so prav neposredne vaje za to, da se umirim, da se osredotočim na dihanje, na telesna občutja, v hoji in tako naprej. Tako da to je en. In vračam se k tej uvodni misli, da je to pomemben, da človek ve, da lahko naredi in da je pravzaprav to ena notranja dolžnost, da stvari od koncentracije in osredotočenosti naprej res gojimo, vsakodnevno. Ne samo, kadar je težava, ne samo, kadar smo v luknji, ampak ves čas. Tudi, ko nam je dobro. To, kar ste zdaj povedali, se sliši pravzaprav kot neka zelo starodavna modrost in niti ne kot nekaj, kar, ne vem, bi vsak dan učili zdaj, ne vem, na psihiatriji, na primer, ne? In ta starodavna modrost je proniknila v psihoterapijo, v najsodobnejše tokove. In so raziskave, ki to potrjujejo, od klinične učinkovitosti do možganskih sprememb oziroma neke spremembe v strukturi in delovanju možganov. Torej, tisti stari so že nekaj vedeli, čeprav niso imeli covida, dobro so imeli kaj drugega, čeprav niso imeli družabnih omrežij, množičnih medijev in tako naprej, ne? Tako. V težkih časih živimo, kaj ne? Kako se čuvamo v teh težkih časih? Sem razmišljala, kaj sploh še jaz lahko dodam, ker ste že tako lepo oba razložila, ampak sem našla eno. In to je, da, tako kot je Ana lepo povedala in Borut opisal, ta 5 minut, se sam sem. In to je treba planirati. To ne moramo čakati, da nam bo nekdo podaril, to si moramo vzeti. In jaz sem zagovornik tega, da se počitek točno enak planira kot aktivnost. In da se to ne zanemari in da razumemo, da jaz tako rečem, da imamo notranjo baterijo
in da jo moramo polniti. In polnimo jo in z odnosi, in stikom s sabo, in s tem, da spregovorimo, da podelimo. Pa jaz poleg vseh teh športov hran vedno še rada opozorim z umetnostjo. Umetnost je neizmeren vir polnjenja duše in včasih pozabimo na to, da je zelo preprosto dostopna, pa zelo učinkovita. Ampak zdaj ste me spomnili še na nekaj. Vsa ta opozorila bi pravzaprav morali slišati tudi naši delodajalci, kaj ne? Pravzaprav, gledajte, če so ljudje zelo pametni delodajalci, bodo razumeli, da se jim ne splača imeti ljudi, ki bodo depresivni, ki bodo izgorevali, anksiozni, ker bodo enostavno manj učinkoviti. Jaz sem brala nek članek, zelo zanimiv, da dobro recimo vodena podjetja v Nemčiji, če ugotovijo, da je nekje zelo veliko ljudi na bolniškem staležu, da zaradi depresij in psihosomatskih težav, da resno razmislijo, kakšni so menedžerji, ki vodijo te ljudi. Zaradi tega, ker delajo škodo. In jaz mislim, če do ljudi ravnamo navdihujoče, ljudje veliko prenesejo in tudi zelo veliko naredijo. Morda bi sam to pomenila, gledajte, nič novega pod soncem v enih aspektih in vedno tako zelo novo. Pravzaprav vse velike religije so ukorporirale v del navodil za življenje to, da se moraš spočiti. Da si bil celo zavezan, če temu lahko rečemo, da si enostavno mora biti vsaj en dan na teden prost. Nedelja je gospodov dan. Naprimer. Petek, sobota ali nedela, recimo. Ampak se pravi, to je tako globoko povezano z našo identiteto, to nevrobiološko in tudi psihološko. Dobro, hvala vsem trem za zdaj. Namreč prejeli smo kar veliko vprašanj. To je očitno tema, ki ljudi zanima, vedo, da je to ali njihova težava, njihovih bližnjih. Med številnimi vprašanji smo izbrali 4 kar konkretne in morda tudi tiste, na katere še do zdaj med razpravo pravzaprav niste že sami odgovorili. Naprimer tole vprašanje. Zanima me, kako se soočati s vsiljenimi oziroma negativnimi mislimi, strah pred boleznimi, občutek, da se ti bo zmešalo, vedno ena in ista, predvidevam, ponavljajoča se misel. Doktor Škodlar. Ja, to je seveda ena težava, ki pesti marsikoga v taki bolj izraziti obsesivni obliki, torej vsiljive misli, ki se res neprestano vsiljuje in ne neha in ne neha. In moramo tudi kaj narediti, da se vsaj malo osvobodimo tega, pa vse do takih skrbi pravzaprav, pa nek sklepov, pomislekov, kaj če ko me nekaj boli, kaj če je to neka resna bolezen, če je to nekaj, kar pa tisto bolj proti paničnemu, ko smo tudi slišali prej, da pomislim lahko v hudi tesnobi, kaj če bom umrl in če bom izgubil kontrolo. Vse to so oblike pravzaprav, kjer se anksioznost kaže skozi te simptome in je podobno, kot smo prej rekli, če je to tako preplavljajoče in da človeka hromi, je potreben iti in da se pomagati pri tem, da se pomagati s psihoterapijo in z zdravili. Vkolikor pa gre za neke občasne in skrbi, je pa lahko pogovor z bližnjim, zaupno osebo ali pa tudi z enimi metodami, ki smo jih že prej omenili, da najdejo človek eno sprostitev, eno umiritev pri sebi in bodo te misli, te skrbi tudi nekako šle bolj kot oblaki na nebo in jih ne bodo tako pestile. No, zanimiv se mi zdi izraz vsiljene misli. To tudi nekaj pove o človeku. To v bistvu niso vsiljene misli, to so naše misli, to so neki naši strahovi, ki prihajajo. Pravzaprav bi rekla, da je to ena specifična oblika anksioznosti, veste. In pomembno je, da ljudje vedo, da so te vsiljene misli moje misli, ki se jih ne morem otresti, kar pomeni, da imam kontakt z realnostjo ohranjen. Mi pa jemlje ta situacija izredno veliko energije, in včasih ta koncept vsiljenih misli tudi ne bomo brez farmakoterapije, bom rekla, premakniti. Včasih lahko, za psihoterapevtsko metodo. Mi jo seveda vedno pravimo, če je farmakoterapija, je dobro, da je kombinirana z psihoterapijo, kakršnokoli, pa z nekim nefarmakološkim delom. Tako da bi rekla, morda bi omenila, da je občutek ruminacije, ki je pa malo drugače kot vsiljena misel, ampak da se skozi vrtimo okrog iste ideje, ki me muči, je pa recimo tudi zelo tipičen znak depresivnosti ali pa določenih motenj z anksioznostjo. Hvala lepa.
Vprašanje. Ali ima psihiatrična bolnica Ljubljana tudi posebne programe ozdravitve za izgorelost? To je pravzaprav vprašanje za vse tri. Morda ga razširimo še na to, torej ne samo psihiatrična bolnica Ljubljana, na splošno, kateri programi za izgorelost v Sloveniji obstajajo. Morda najprej gospod Škodlar in potem doktorica Bončina. Ja, kratko, mogoče seveda ljudje, ki imajo te težave, pridejo do nas, pridejo na klinike in druge psihiatrične bolnišnice, kot pridejo tudi do psihoterapevtov, ki se s tem bolj specifično in specializirano ukvarjajo. Imamo torej možnost ponuditi pomoč, podobno kot smo prej rekli, sploh v tistih najhujših primerih, potem pa je ta razpršenost oziroma, da grejo ljudje naprej, da grejo lahko v programe, ki jih bo še potem kolegica omenila malo bolj in da se vključijo tudi v te, ko smo prej rekli, možnosti, da sami jačajo, kot je čuječnost, ki jo tudi imamo na kliniki in metode sprostitvene in pa, da jih tudi pravzaprav opogumimo, da sami iščejo in nadaljujejo s tem. Tako. To je znotraj psihiatrične klinike, potem je pa i v Ljubljani, potem imajo pa Begunje en krasen program proti stresu, ki je za obvladovanje stresa, ki je vrhunsko zastavljen, ampak seveda je končno mnogo ljudi lahko sprejmejo. Jaz bi si želela, da bi se ta njihov model, ki je tako fino oblikovan, razširil še na druga področja, v vse regije, recimo. Drugače pa tudi ne smemo pozabiti na zdravstvene domove. V okviru zdravstvene nege je kar nekaj enih tečajev, ki se kar pozablja na to, pa zdravstveni dom, se veste, mi imamo že vsi izbranega enega zdravnika. To nam je najbližje. Ja, pravzaprav je, to je nek neizkoriščen vir pomoči. Tam so medicinske sestre, ki so krasen, izvajajo določene te antistresne programe zdrave prehrane, ki sem, kot rekla že prej, zelo pomembna. Tukaj imamo krasne fizioterapevte in tako naprej. In na to, kar malo včasih pozabimo. Potem so pa seveda te druge pa, ki so pa plačljive. Ampak če gledamo na to, kakšne vire imamo že obstoječe, jih nekaj je. Bi kaj dodali, ali je bilo vse povedano? Morda samo še to dodam, da seveda v psihiatriji sledimo medicinskemu modelu, ki formalno, če se malo pošalim, niti ne sme imeti programa za izgorelost, ker formalno ta diagnoza ne obstaja pod črko duševnih motenj, pa vsi pa vemo, pa poznamo ta koncept, kako poteka, in tudi nova klasifikacija medicinska je bo prinesla na tak način, če tako lahko rečem, z vsem opolnomočenjem, da se ve, kako resno stanje to je. Tako da se mi zdi tako zelo pomembno to kombiniranje, se pravi, naše neke pomoči v isto smer, od psihiatrije naprej z našimi kolegi izven. Izven, torej vašega institucije. Naslednje vprašanje. Kako se obnašati do osebe, ki je doživela izgorelost ali depresijo? Kako pomagati, če sploh lahko? Kako ga ali jo spodbuditi v primeru depresije, če nima motivacije ali če nima zagona? Dobro vprašanje, kaj ne? Prosim. Ja, torej, podobno kot smo prej rekli, seveda, kot prvo rabi človek, ki je šel čez tako izkušnjo ali pa ki gre v tem času, da prisluhne drugi, ne si bo bližnji ali prijatelj ali pa terapevt, da zazna, zakaj gre in da se ne reducira na neko enostavno odpravljivo, malo se zamoti ali pa malo se odpoči, za en par dni dopusta pa bo. Potem pa se začne pot pa ni, kot smo že prej omenili, takšna, da bi si samo neko metodo dodal svojemu življenju, ampak eno tako bolj temeljito spremembo življenjsko pomembno. Treba malo videti, kje vse se izčrpavam, to, kar je bilo prej rečeno kot ena baterija notranja, ta rabi svoje življenje, rabi se napolniti. Ampak, če dovolite, morda bi se še orientirali na to vprašanje, kako lahko jaz pomagam, ne vem, svojemu najboljšemu prijatelju, prijateljici, partnerju. Torej, nekdo, ki je to doživel, kaj lahko jaz storim za tega človeka?
da ga slišim, prepoznam, če sam ni prepoznal in ga usmerim, da se tega resno loti. In da mu bom pri tem stal ob strani. Stal ob strani pa recimo kaj pomeni, ne vem, spodbujanje, kako, recimo vprašanje je, kako ga spodbuditi, če nima motivacije ali zagona. Je sploh prav spodbujati, da ima motivacijo in zagon, ne vem, recimo mi ne vemo ničesar. Kaj pravite? A smem jaz? Končina, ja. Jaz bi izhajala iz tega, kar je Borut rekel, najprej, da mu resno prisluhnemo, potem pa ga lahko tudi vprašamo, a ti jaz lahko kako pomagam. Da mi ne fantaziramo o tem, kaj bo temu človeku zares pomagal, ampak da ga vprašamo, kaj bi najbolj pomagal. Da ostanemo v stiku. Recimo, da te izjave, če porabiš kaj, pa poklič. To tukaj ni na mestu, nekdo nima te moči. Se pravi, mogoče en SMS, mogoče en klic, enkrat bo dvignil, enkrat ne bo, ampak da mi razumemo, da gre za proces in da stojimo tako ob strani. Enim bo pomagal, da gremo z njimi na sprehod, enim pa, da samo sedimo z njimi pa muziko poslušamo. Enim bo pomagal, da jih vzpodbudimo, da se grejo stuširati, pa jim med tem mogoče nekaj skuhamo, da pač samo smo, brez obsojanja, predvsem to je pomembno, in da bom rekla, da izkažemo svojo ljubezen, ta del je, da nekako držimo prostor, da ta človek lahko najde svojo pot. Bi kaj dodali? Od obeh kolegov bom povlekla še v tole smer. Glejte, ko je nekdo depresiven in izčrpan, to ni prijetno v odnosu ta človek. Lahko je to zelo dober človek, pa ga spoštujemo, ampak takrat ni prijeten. In on nima tega naravnega vzgiba, da bi se zbližil z ljudmi. In poznamo fenomen, ki mu rečemo, depresivni človek se izogiba svojim bližnjim, oni pa njemu. Postane nek brisan teritorij. In jaz menim to, da pomočnik ve, da je to, da zdržiš to, da te morda ta človek celo majhen zavrača, pa malo odklanja, pa da nisi užaljen, pa da ne vzameš osebno, pa da ne predlagaš neizvedljivih nalog, ampak majhne naloge, ki so dosegljive. Menim, da je zelo pomembno zdržati tudi morda začeten odpor, zavračanje. In se mi zdi, da se prav vsakemu takemu potencialnemu pomočniku se za zahvaliti, hvala ti, ker to zdržiš. In mislim, da včasih družinski člani premalo potrditev z naše plati dobijo, da ni lahko tam zraven biti. Da ni lahko tam zraven biti. Dobro, še eno vprašanje je tudi zanimivo, zelo konkretno. Kako je pri bolniškem staležu, kako je z bolniškim staležem pri izgorelosti? Glede na to, da izgorelost ni priznana, kot... Jo povzamejo, ja. Bom jaz začela, pa me bosta kolega upam, da dopolnila, se pravi, problem je z bolniškim. Morda za začetek, kakšen pa je tipičen bolniški stalež, v kakšnem času govorimo? O enem tednu, enem mesecu, enem letu? Odvisno, v kateri fazi se človek nahaja. Če je to ena začetna izčrpanost, je ponavadi do pol leta dovolj. Če gre že za eno ujetost, se pravi malo več somatskih težav, malo bolj izčrpano telo, več stvari za razmisliti, več stvari za na novo postaviti, potem je pol leta, eno leto, tam nekje. Če pa je prišlo do polne izgorelosti, pa včasih še eno leto ni dovolj. Ampak tle je tudi bom rekla, kavelj 22, zakaj si jaz tudi tako želim, da bi bilo to kot diagnoza, da bi lahko dali daljši bolniški stalež, tako mogoče kot pri depresiji. Ker je to podaljševanje za en mesec dodaten stres. Človek ne čuti, da je sistem na njegovi strani in recimo ta norveški model, ki jim takoj oddelijo ali pol leta ali eno leto, se je izkazal za veliko bolj učinkovitega, ker so oni sigurni, da imajo dovolj časa, da se spravijo k sebi, če tako po domače povem. In seveda se zdravniki znajdejo, pa ker je v bistvu v taki fazi človek že tudi pogosto tudi depresiven, se da s to diagnozo pomagati, ampak potem so pa tudi pač pride do zapletov, ker se veste, en mesec gre iz enega plačilnega, iz ene plačilne smeri, potem gre iz druge in potem se nastopi komisija in se veste, več glav bo drugače odločil, eni dobijo podaljšanje, eni ne. Torej se lahko zgodijo tudi kar hude krivice v tem sistemu, teoretično vsaj.
Krivica bom že težko rekla, ampak odločitve včasih so nenavadne, včasih so pa čudovite. Ne moram reči, da je torej, ne izključuje slabih odločitev ta sistem. No? Tako, recimo. Ja. Se pravi, z enim, tako kot če bi bilo to bolj opredeljeno, tudi v mednarodni klasifikaciji bolezni, bi to omogočalo en protokol in seveda veliko bolj tekoč potek tega. Kaj bi dodali k temu? Mogoče bi razložila, te bolniški staleži so tako imenovani aktivni bolniški staleži. To ne pomeni, da nekdo se mora doma skrivati, pa ležati, ampak to pomeni, da mi moramo precizirati, kot zdravniki. Aktivni stalež pomeni, naj se giblje v naravi, naj se druži z ljudmi, s katerimi se dobro počuti, da mu bodo spodbudo. In seveda ta aktivni stalež pomeni tudi, da narediš nabor, kot smo se prej menili, katere intervencije boš počel, da se boš lahko regeneriral. Seveda, mislim, da je dolžnost zdravnikov, da znajo, bom rekla, to dobro zagovarjati. In potem je treba spet malo sreče, da so v zdravstveni zavarovalnici zdravniki, ki ocenjujejo naš predlog, seveda z nami so zvočni, ampak da, seveda urejeni sistemi, spet bom šla na Nemčijo, kjer na področju psihosomatike in tako naprej zelo razumejo, kako se ljudje regenerirajo. Glejte, nekoga, ki je zelo dobro profesionalc, je neverjetna škoda izgubiti, ampak on mora imeti čas. In oni na primer rečejo, leto pa pol boš imel časa, da se bo zdravo, ampak moraš pa res nekaj početi takrat. Kar gre v smer zdravljenja, ne samo da čakaš, da kaj se bo zgodilo. In se seveda postopno ta aktivnost, kot smo rekli, na celem razponu povečuje, išče prava mera. Hvala. Izvolite, bi še kaj dodali? Je to... Mislim, da je to, da so glavni res poudarki in da je to tudi aktivno in povezano v sistemu. To je zelo, da se zdravnik na primarni ravni, splošni, torej družinski zdravnik, z specialistom ali psihiatrom ali druge stroke in z zdravnikom na zavarovalnici, da se uskladijo, da se tudi pogovorijo in da tudi dobi potem, da je taka zgodba potem res uspešna v smislu, da se človek lahko polno regenerira, ker potem bo lahko še dolgo delal in ne samo to znal bo preprečevati in prepoznavati veliko prej in lahko s tem res rešimo njega in tudi delodajalca na koncu. Glejte, hvala lepa, spoštovani gostje. Lepo je, kadar taki vrhunski strokovnjaki zelo človeško torej razlagajo stvari, ki se nam lahko zgodijo v življenju in ki nam seveda znate tudi svetovati, kako kaj preprečiti oziroma kako ravnati. Pred koncem tega dogodka bi vam rada dala samo še nekaj malega časa pravzaprav za tisti sklep. Ali pa, če morda nisem izpostavila kakega pomembnega dejavnika, ki ga še želite omeniti, torej vas prosim za neko kratko sklepno besedo. Bom začela pri vas, doktorica Rusmakov. Hvala lepa vam. Samo, če smo zelo mladi, popolnoma nepoučeni ali pa izredno samoljubni, predvidevamo, da nikoli ne bomo depresivni ali pa anksiozni ali pa doživeli postravmatskega stresa ali pa da bomo izgoreli. Zato bi zaključila morda z anekdoto, kako smo se mi, starejše kolegice, menile na psihiatriji, če bo z mano kaj narobe, prosim, angažiri se, ne spravi k zdravljenju. Zaradi tega je dobro imeti, da se vnaprej pogovarjamo o naši potencialni ranljivosti, in kdo nam bo pomagal takrat. Skratka, imeti nek načrt, da takrat, ko je z nami hudo, lahko izgubimo neko samokritičnost ali pa niti ne želimo poiskati pomoči, ali pa je ne zmoremo. To je dober nasvet, ki ga lahko vsak zase uresničimo že danes. Izvolite. Ja, seveda se strinjam s tem in v tem smo res v skupnem čovnu in izhajati iz tega, da se prav vsakmu lahko zgodi in da ni tukaj nobena stigma na mestu in nobeno presojanje, obsojanje in predsodki, ampak da res damo priložnost sebi, če se znajdemo v takšni situaciji in da to ponudimo aktivno, tako kot sta obe kolegici že tudi jasno povedali, da pristopimo k človeku. Če vidimo, da se nekaj dogaja, če vidimo, da je izčrpan, če vidimo, da je v nekem stanju težkem, da to res je. Tudi če nas ne sprejema odprtih rok in celo odkloni pomoč, da vztrajamo in da se vračamo, pa da angažiramo tiste ljudi, ki vemo, da so mu blizu.
Jaz se bom pa bolj, bom rekla, na posameznika osredotočila, pa bi izpostavila to, da je treba imeti v mislih, da se to vse da dosti dobro rešiti in na noge postaviti. In da ni treba biti v tem sam. In da imamo vedno možnost, da se osredotočimo na to svojo notranjo baterijo in se spomnimo, da smo telo, in duša. In da če bi tako lepo skrbeli za te svoje 3 nivoje, tako kot za baterijo na telefonu, bi bilo mnogo lažje. In tako kot sem že prej rekla, bom s tem zaključila, planirati svoj počitek in si vzeti čas zase in uživati v tem, kar jaz rečem, da je sladko brezdelje. To ni lenoba, ampak to je tisto, kar nujno rabimo za zdravje. Hvala lepa. Ko smo videli, bolezni sodobnega časa lahko povsem spremenijo življenje nas in naših bližnjih. Zdravljenje je lahko dolgotrajno, včasih finančno težko dostopno, oseba pa lahko kratkotrajno ali dolgotrajno izgubi tudi sposobnost za delo. Tedaj se nihče ne želi soočiti še s finančnimi težavami, povezanimi z zdravljenjem in z izpadom dohodka. Z zavarovanjem za hude bolezni lahko poskrbimo za finančno varnost v tovrstnih primerih. Kakšno zavarovanje potrebujete in koliko bi vas stalo, lahko preverite na kontaktih, ki so napisani na zaslonu in v pogovornem oknu. Vabimo pa vas tudi k spremljanju dogodka o srčnem infarktu, ki bo 11. maja ob 18. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.